lep pozdrav in najlepša hvala, da ste se odzvali današnjemu vabilu. Zdaj, preden začnemo, bi samo predstavljal vse govorce, ker je nekaj sprememb, kot so bile napovedane. In sicer v uvodu bo govoril dr. Igor Dovnik, predsednik strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov, ki je tudi vodja HZO v letošnjem letu, kot zagotovo veste. Potem bo profesorica dr. Bojana Bejović, predsednica zdravniške zbornice, nato pa namesto profesor dr. Radka Komadina, podpredsednik Slovenskega zdravniškega društva, dr. Matija Cevc, in v imenu Fidesa bo namesto dr. Konrada Koštrina podpredsednik Fidesa dr. Januš Klin. Tako da lepo prosim, kar dr. Dovnik. Hvala lepa vsem, da ste prišli. Torej, koordinacija se je sestala na prvem popoletnem sestanku, pravzaprav še v poletju. Veliko stvari se dogaja, vsak dan pravzaprav medicinski izzivi polnijo prostor v slovenskih medijih. Jaz sem pediater, pa bi začel s cepljenjem. Pozivamo, prosimo, spodbujamo, prepričujemo, vse živo počnemo zdravniki, strokovnjaki na tem področju, pa pravzaprav nimamo nekega optimalnega ali pa uspeha, kot bi si ga vsi mi, ki delamo v zdravstvu, želeli. En od višjih uradnikov nemške države, mislim, da celo je bil en od ministrov, je meni nekaj zelo lepega povedal in seveda, ker sem pediater, bom s tem začel. Torej, povedal je nekako takole, da pravzaprav otroci so bili žrtev v prvem, drugem, tretjem valu in so bili solidarni do starejših, ostali so doma, šolali so se od doma, vemo, da so plačali visoko ceno. Zdaj pa seveda je napočil čas, imamo orodje, to je cepivo, s katerim pravzaprav lahko odrasli, ki smo pravzaprav iz prvih valov dolžniki otrok, naredimo nekaj, da jim omogočimo, da se šolajo. S tem, ko vsak svojo ramo nastavi, je solidaren do vseh otrok, ki bodo na ta način lahko hodili naprej v šolo in ne bodo rabili v bistvu zgubljati življenja ali pa stikov, kontaktov, šole, vsega, kar je s šolo povezano. Dolgi uvod. Danes pravzaprav smo se na koordinaciji pogovarjali o tem, kako izjemno resno je stanje v slovenskem zdravstvu. Jaz sicer že dolgo govorim, da se bo zdravstvo sesulo, vendar po tem, kar smo danes med sabo slišali, izmenjali informacije in kakšne so pravzaprav vesti iz najbolj obremenjenih točk našega sistema, lahko rečemo, da gre za res in bojim se, da smo pravzaprav zelo blizu tega, da sistem več ne bo zmogel tega, kar bodo prebivalci na področju zdravstva potrebovali. Za začetek bom prosil Matija, ki je na onem koncu, je predstavnik zdravništva iz Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Zelo podobno stanje ali pa še bolj dramatično je pravzaprav v vseh perifernih bolnišnicah. Profesor Komadina, predsednik Slovenskega zdravniškega društva, je danes bil na seji, pa je potem seveda zaradi drugih zadolžitev moral končati sejo in zapustiti dogodek, preden se je začela tiskovna konferenca. Enako tudi Konrad, kolega, predsednik Fidesa, ima neke druge nezadržne, kako bi rekel, neodložljive naloge. Prosim te, Matija, da poveš približno osnovo vsega, o čemer smo se danes pogovarjali in kakšni bodo naši pozivi, prošnje pravzaprav tistim, ki lahko ukrepajo. Ja, lahko rečem samo to, da se današnja seja je velik del svojega časa posvetila izrazito kritični situaciji v zdravstvenem sistemu Slovenije. Namreč ne gre za to, da je samo primanjkljaj zdravstvenega negovalnega kadra, ampak podobno, če ne marsikje še hujše, je tudi, kar se tiče zdravnikov. Tako da bodo verjetno potrebno zapirati oddelke oziroma zmanjševati kapacitete, ne samo zaradi negovalnega zdravja, tudi zaradi zdravnikov. To se bomo verjetno predvsem poznali tudi pri raznih ambulantnih dejavnostih. Tako da te stvari so kritične že zdaj
Še bolj kritične pa bodo v bližnji prihodnosti, ko bodo zdravniki prerazporejeni na oddelke za bolnike s COVID-om. Na ta način se bo seveda zmanjšalo število razpoložljivih zdravnikov, ki dežurajo na klasičnih oddelkih, tako da bo izrazito težko pokriti 24-urno zdravstveno varstvo strani zdravniškega sistema. Tako da smo danes prišli do skupne ugotovitve, da bo dejansko potrebno urgentno, nujno pripraviti pravne podlage, da se bo ta situacija nekako olajšala. Tukaj je možnih več načinov od tega, da se z različnimi metodami spodbudi zdravnike, da bodo lažje delali. Po drugi strani pa ne smemo pozabiti predvsem na specializante, ki so pravzaprav v preteklih sejah COVID-a oziroma seansah tega COVID-a že izgubili skoraj 1 leto, nekateri celo več svoje specializacije, česar se enostavno ne moramo več privoščiti. Vi morate namreč računati, da že zdaj traja večina specializacij 5-6 let. Če se to odloži še za 1 leto, se to podaljša na 7 let. In ti ljudje bodo že na polovici svoje delovne dobe, ko še ne bodo specialisti in polnopravni sodelavci v našem zdravstvenem sistemu. Tako da bo nujno potrebno pripraviti pravne podlage, da se bo pravično razporedilo te kadre, da ne bodo eni ves čas iz stroja specializacije, drugi bodo med tem lahko morda celo naprej specializirali. Skratka, to bo treba zelo, zelo hitro ukrepati in najti ustrezno rešitev, da bo kar se ne da nemoteno tudi specializacija tekla naprej, da bo kar se ne da nemoteno, da bodo ambulantne dejavnosti tekli naprej, ker vemo, da ni urgenca samo COVID, imamo celo vrsto drugih urgentnih stanj, ki bodo zaradi pomanjkanja zdravnikov lahko pravzaprav zelo ogrožena. Že dosti slišali o onkoloških bolnikih, o kardioloških bolnikih, o nevroloških bolnikih. To vse so nujna stanja, pri katerih ne moramo čakati. In treba bo res za neko pametno rešitvijo, mi že imamo določene ideje, kako to temu pristopati, ampak to treba pod nujno narediti, ne čakati, da se nekaj zakonodaje spremeni, kako je predolgotrajen proces, mislim, da treba to hitreje narediti. Nič poziv na našo soglasno koordinacijo zdravniške organizacije, da bi morala vlada in Ministrstvo za zdravje to znotraj manj kot 1 meseca razrešiti, ker pravite tukaj. Najlepša hvala. Mislim, da je zdaj prav, da mogoče še Bojana, ti kaj poveš. Že dr. Cevc je opozoril na problem specializantov. Kot veste, zbornica skrbi za potek specializacij in že v prejšnjih valovih epidemije je prišlo do precejšnjih motenj, zlasti pri določenih specialnostih, ki pa posebej potrebujemo tudi na ostalih oddelkih, in to prekinjanje specializacije v bistvu odlaga njihovo dostopnost za obravnavo bolnikov na tistih specialnostih, anesteziologija, intenzivna terapija, nevrologija, skratka vse te stroke, ki so do sedaj zelo intenzivno, še nekaj jih je pomagale na COVID oddelkih in s tem prekinjale svoje izobraževanje, trpi kvaliteta izobraževanja, predvsem se pa tudi podaljšuje ta status specializanta, ki za mladega zdravnika pomeni službo za določen čas, slabši dohodek, strani sistema pa seveda nimamo zdravnika z licenco, ki bi lahko opravljal samostojno svoje delo. Tako da to je še eden od teh pomembnih razlogov, zakaj tako zelo opozarjamo, da moramo na vse načine zmanjšati v državi število tistih, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje zaradi COVID-19, to pa lahko naredimo dejansko samo s cepljenjem. Tako da pri tem urejanju tudi statusa specializantov in drugih zdravnikov, ki bodo sodelovali pri obvladovanju epidemije, kot veste, projekcije so različne, bolj ali manj črnoglede, ampak realno je pričakovati, glede na naš delež precepljenih in primerjalno z drugimi državami, vsaj tak val, ki smo ga imeli v jesenskem času. V tem jesenskem času pa seveda
je imela država namen in tudi zdravniki smo bili pripravljeni v bistvu nekje delati na skrajševanju čakalnih dob. Kar seveda ne bo mogoče, ker to bi pomenilo dobesedno potrojevanje dela. Ne. COVID, redni program, potem pa še skrajševanje naprej. To dejstvo, da je Slovenija že dolgo na repu evropskih držav po številu zdravnikov na število prebivalstva, se je v zadnjem času nekako zameglilo, niti nimamo časa na to opozarjati, ampak v bistvu se pa izrecno kaže tudi pri obvladovanju epidemije. Namreč tudi tam, kjer ne gre za neko prav povečan obseg dela, moramo v zdravstvenih ustanovah v bistvu zagotavljati dve poti. Eno za COVID in eno za druge bolnike. To pomenita dve dežurni ekipi, ker je nemogoče skrbeti za bolnike s COVIDom in brez COVIDa naenkrat, ker je to pač fizično nemogoče, ne morete biti v opremi, ne morete njim zagotavljati, da ne bi prišlo do navzkrižnih okužb. Tako da problemi so res veliki in treba je razumeti, da te razmere trajajo že nekaj časa in da so naporne in neprijetne. Gre do neke mere za povečan obseg dela, na določenih oddelkih, na tistih, kjer pa v bistvu ni prišlo do povečanega obsega dela, je prišlo pa do selitev, prerazporejanja kadra, fizičnih selitev oddelkov iz enega konca, konkretno kliničnega centra v Ljubljani na drugega. To potegne za sabo zelo eno tako stresno situacijo zaradi velike odgovornosti, ki jo čutimo, ker ob takih spremembah prihaja do seveda možnih napak, možne neustrezne obravnave. To se bistveno poveča, če delate kar naenkrat v drugačnih razmerah, drugih prostorih, z drugim osebjem in potem spet čez en teden nekje drugje. Tako da res, kot je že omenil doktor Dovnik, mi prosimo, pozivamo, skratka, dajmo se zaščititi, dajmo si pomagati in izboljšimo to situacijo in dajmo se cepiti. Ali smo kaj pozabili, Janoš, imaš še ti kaj zapovedati? Sigurno imaš. Jaz mislim, da ponavljamo to, kar že nekaj let ponavljamo, da zdravstvo na nek način prihaja v krizo in ta kriza se poglablja in dejansko pričakujemo, da bodo stvari zdaj v kratkem času morali se rešiti, tek, na katere smo čakali leta in leta. In tu seveda so pogoji dela, tu je tudi problem odhajanja naših kolegov ali pa dela v krajšem delovnem času, odhajanja v tujino. Tako da mi kot Fides zdaj pričakujemo dejansko, da bo vlada resno sprejela svojo odgovornost in tudi do zdravnikov in da bo na nek način to, kar mi pričakujemo, konkretno, da nas bo izvzela iz sistema plač javnih uslužbencev, ker v tem sedanjem sistemu nekako dejansko se ne da nagraditi ljudi, ki delajo prekomerno, ki izgorevajo in nismo več pripravljeni nekako vztrajati v tem sistemu. In tudi če je to na nek način za javnost neprijetno ali pa za druge sindikate, mi vidimo, da ta sistem, ki je privedel do ravno tega stanja v zdravstvu, če bomo tako vztrajali potem stvari, se bojim, tako kot pravimo, da mogoče določene klimatske spremembe so že, jih ne bomo mogli vrniti nazaj, se bojim, da v našem zdravstvu, če ne bomo ukrepali, se bo zgodilo isto. Da bomo sicer gasili požare, pa ne vem, gradili neka protipoplavna področja, ampak na nek način ne bomo mogli nuditi prebivalcem tega, kar bi jim radi in kar bi jim lahko. Tako da to je v bistvu moj komentar glede tega, kar se trenutno dogaja.
Hvala lepa. Zdaj, če že vodim, pa bom še končal. Vzel si mi besedo požare, seveda zdaj je čas, ko bomo pravzaprav želeli ali ne gasili požare. Mislim, da pravzaprav že kar nekaj zadnjih let je to modus operandi tisti, ki nas vodijo. Seveda imamo pomanjkanje medicinskih sester in seveda že dolgo prej govorimo tudi zdravnikov. Dolgo smo govorili o pomanjkanju zdravnikov na primarju, zdaj vedno več govorijo kolegi iz sekundarja in iz terciarja o pomanjkanju zdravnikov na terciarju. Seveda pa so se zdaj zgodile še medicinske sestre in imamo pravzaprav pomanjkanje še medicinskih sester. Zdaj seveda vprašanje, tukaj lahko pa seveda mogoče ni prav, da to povem jaz, ampak dejansko imeli smo srednje medicinsko sestro, imamo diplomirane medicinske sestre, srednjih medicinskih sester, pravzaprav takšnih, kot smo jih poznali, ko sem jaz začel delati, danes več ni, oziroma je njihova vrednost in delo razvrednoteno, ampak to je zgodba, ki paše nekam drugam. Mislim, da je za pomanjkanje enih in drugih kadrov v zdravstvu denar en del rešitve, drugi del rešitve so pa seveda pogoji dela, kar je Janoš tudi povedal. In zdaj, če bomo gasili požare, ki že gorijo in jih gasimo, je seveda čas, da pridemo do korenitih sprememb. Vas medije, jaz prosim, ker vi imate možnost, da sprašujete politiko, študirajte volilne programe, pred nami so, oziroma je zelo, kako bi rekel, dinamično volilno letos. Vse stranke bodo morale pravzaprav posodobiti svoje programe na podlagi tega, kar se bojim, da se bo v letošnji zimi in jeseni zgodilo. Sprašujte jih, kakšni so programi, pozivajte jih, da se izjasnijo glede predlaganih sprememb. Tako, kot smo delali zdaj zadnjih 30 let, več ne bo šlo naprej. Vprašajte se pa seveda tudi, kako je možno, da za zdravstveno zavarovanje ne plačujemo veliko manj kot naši sovaščani, someščani, soprebivalci Evrope, čakamo pa bistveno več in dobimo veliko manj kot pa prebivalci nam primerljivih zahodnoevropskih držav. Mislim, da sem že itak povedal preveč, pa je priložnost za vprašanje. Jaz bi mogoče samo to vprašal. Vaš kolega je, mislim, da v Mariboru rekel, da zdaj v roku enega meseca pričakujete ureditev razmer. A ste potem že naslovili te vaše pobude na Ministrstvo za zdravje pa na vlado, oziroma kdaj jih boste in kdaj pričakujete potem odgovore in rešitve? Veste, z vlado, z ministrom, pravzaprav v tem sestavu, kako bi rekel, vladajoče koalicije sodelujemo bolj, kot smo prej z preteklimi 4-5 ministri. Seveda na njih neposredno ves čas naslavljajo vprašanja, pobude, želje, tako zasebni zdravniki, ki jih vodim, kot Fides, Slovensko zdravniško društvo, zbornica je v stalnih navezavah. To, kar smo se pogovarjali danes, je pravzaprav nekaj, kar šele nastaja in bo v zelo kratkem času sporočeno ministru. Z ministrom oziroma z predstavniki ministrstva imamo dogovor o rednih mesečnih oziroma 2-3 mesečnih srečanjih koordinacije z ministrstvom. En od teh sestankov bi se naj zgodil zdaj v začetku septembra. Zagotovo bo pa naša pobuda oblikovana že prej in bo pač tisti, ki o tem seveda vedo podobno, kot vemo mi, sej mi ne vemo kaj dosti več, kot vejo zaposleni na ministrstvo in tisti, ki ministrstvo vodijo, tako da verjamem, da neka ustrezna pobuda bo zagotovo v kratkem šla. Iz TV Slovenija, Matej Luzar, imam eno vprašanje glede testiranja cepljenih. Zdaj se govori veliko o tem, me zanima, ali ste kot koordinacija tudi o tem danes razpravljali, ali je smiselno testirati že cepljenje. Nismo razpravljali, gre pač za ozko strokovno vprašanje, ki ni stvar bolj organizacije zdravstva, s katero se ukvarja koordinacija zdravniških organizacij. Torej, če vam povem pač kot specialist infektolog, profesor infektologije z epidemiologijo, to se velikokrat spušča namenoma, trenutno to ni smiselno. Namreč cepljenje je vendarle dovolj zaščitno, da to ni potrebno. Seveda z nekim sprejemljivim tveganjem. Na ta način zmanjšujemo
potrebo po testiranju, se pravi volumen tega, to je tudi delo, ki ga je treba opraviti in na koncu plačati. S tem, da to, glede na to, da so ljudje, ki so cepljeni, vendarle sorazmerno dobro zaščiteni, bistveno manj nevarni, da tako rečem, da bi zboleli in s tem prenašali okužbo naprej. Če bi se seveda z neko novo varianto izkazalo, da je cepljenje še manj zaščitno, potem bi bilo to verjetno potrebno, ampak trenutno je z sprejemljivim tveganjem, torej to se nismo za to odločili oziroma ne razmišljamo v to smer. Pa ste danes mogoče že odločili, za danes je bil napovedan sestanek skupine pri NIJZ za cepljenje. Bodo tretji odmerki za vse že na voljo ali ste določili specifično? Torej ja, imeli smo kar dolgo razpravo o tem, o specifičnih skupinah, o tem kdaj, o tem katera vrsta cepiva, tako da prav podrobnosti je treba uskladiti še v zapisniku, pričakujemo, da bo ta zapisnik usklajen in tudi potem objavljen in dostopen do konca tega tedna. Ampak ali lahko mogoče v enem stavku, ker ljudi zanima, tudi minister je danes nekako izrazil predvidevanje. Pogledali smo si predvsem podatke raziskav. Predvsem so zelo dragocene raziskave iz Izraela, kjer so cepili več kot 1 milijon ljudi, starejših od 60 let z tretjim odmerkom. In tudi njihove podatke o tem, kako postopno ugaša imunost, zlasti sedaj, ko kroži virus, ki ga cepljenje ne pokriva tako, kot je pokrival alfa različico. In pogledali smo si pa tudi seveda, kaj priporočajo druge države. Treba je povedati, da prav trenutno v bistvu je to naše priporočilo za cepljenje teh najbolj ogroženih imunsko oslabelih podobno kot priporočila nekaterih drugih držav in s tem smo kar nekje, kako bi rekla, časovno v ospredju. Ni veliko držav, ki je šlo že tako daleč, kot smo šli mi že s tem, kar smo sprejeli na začetku avgusta. Tako da verjetno bo končni rezultat pač nekaj takega kot povsod drugod. Na eni strani je treba zaščititi te ljudi, ki imajo že itak slabši odgovor na cepljenje. To v bistvu ni poživitveni odmerek, ampak je nek dodatni odmerek, da se sploh zagotovi en odgovor. To so ti, ki so že vključeni oziroma jim je priporočen tretji odmerek, poleg tega pa še ljudje, ki v skrajnih starostnih skupinah. Tam gre v bistvu tudi za pričakovano slabši odgovor in potem hitrejše ugašanje. Potem seveda pridejo v poštev vsi kronični bolniki, potem pa seveda je nekje splošna populacija, za katero najbrž ne bo izrecno priporočeno. Tukaj se še nismo čisto do konca dogovorili, kako, ampak najbrž bi bilo v luči vsega tega, kar se dogaja, pa težko reči, da bi pa dobesedno preprečili nekomu, ki bi se želel cepiti, ki sam razmišlja. Seveda pa bomo tudi povedali nek čas, kdaj je smiselno. Pri teh, pri katerih govorimo o dodatnem odmerku, je v bistvu smiselno že po 4 tednih, zato ker že na 2 ni dovolj dobro odgovoril. Pri teh, kjer pa pričakujemo samo ugašanje po nekem dobrem odgovoru v začetku, so pa, mislim, da Američani razmišljajo o 8 mesecih, Izraelci cepijo po 5, skratka, tukaj je treba najti pač nekaj takega. To so te smeri, v katere razmišljamo. Mene zanima, gospod Beović, a sem jaz pravilno razumela, da v bistvu bomo testirali cepljene, če recimo imamo, ne vem, zdaj je bila alfa, delta, gamma? Ne vem, kakšna bo ta gama. Gama je že. Ne, recimo, lejte, če bi se izkazalo, da je varianta popolnoma različna in da recimo, torej pričakuje se, da se bodo cepiva podobno kot pri gripi tem variantam prilagajala. To se že dogaja, torej razvijajo vsaj 2 cepivi usmerjeni proti delti, to so že te klinične faze že potekajo razvoja. In verjetno se bo to dogajalo in bomo podobno kot pri gripi lovili te spremembe. Ampak če bi se zgodilo neko obdobje, seveda potem, ker zakaj testiramo ljudi? Testiramo jih zato, da bi zagotovili, da so takrat, ko pridejo v stik s drugimi ljudmi, negativni, da niso kužni. In če je ta verjetnost, da je nekdo kužen pri cepljenju precej manjša, potem ga najbrž nima smisla testirati.
Ni pa seveda zadeva 100%, zato še vedno, če že ne zahtevamo v določenih okoljih, pa priporočamo, da se nosijo maske, če ste v stiku z nekom, ki ga ne poznate in tudi če je cepljen, če ste recimo v nekem zaprtem prostoru, podobno kot recimo še vedno ves čas nosimo maske v zdravstvenih ustanovah, pa nas je, vsaj zdravnikov, zelo veliko, kot veste, cepljenih. Ker pač ta možnost obstaja, ampak za splošno populacijo, da bi jih morali testirati, je pa tveganje toliko majhno, da trenutno nima smisla. Jaz bi imela še eno vprašanje glede javnega sektorja, pa izstopa iz javnega sektorja. Ja. Rekli ste, da ne nameravate več vztrajati v javnem sektorju. Kaj v bistvu ste hoteli s tem povedati? Kaj, da se čez en mesec ven, ali kako, oziroma ste se že pogovarjali? Zdaj, trenutno se pogovarjamo z ministrstvom, na kakšen način bomo tole izvedli. Ne? V glavnem, mi bomo vztrajali, da iz tega sistema plač javnih uslužbencev moramo in to čim prej iti ven. Ne? Pa ne samo zaradi nas, zdravnikov, ki pač smo že naveličani tega, v te ujetosti v ta togi sistem, ampak zaradi tega, ker ne vidimo v tem sistemu možnosti, da bi to potapljajoče se zdravstvo rešili. Ne? In mi ne pričakujemo, mogoče bo kdo mislil, da samo zdravnike, da hočemo mi ven. Mi pričakujemo, da se vzame celotno zdravstvo ven iz tega sistema plač javnih uslužbencev. In tako bi potem verjetno tudi lažje tudi rešili ta odliv tudi medicinskih sester iz sistema. Ker odhajajo, ne samo da odhajajo recimo iz bolniških zdravstvene domove, ampak odhajajo tudi ven iz zdravstva. Ampak potem že kar nekaj časa teče debata pa prizadevanja, da greste ven. Zanima me v bistvu, koliko daleč ste? Ja. Ali samo še enkrat obujate idejo? Zdaj, mi smo pripravili naš predlog, kako bi se to zgodilo, pa tudi že lansko leto smo celo tudi vladi posredovali pač predlog nove kolektivne pogodbe. Zdaj pač pričakujemo, da se bodo neka pogajanja začela dogajati resno. S tem ministrom zdaj aktualnim? Ja, sej ne moreš se z nekom drugim pogajati. Sej pogajaš se z vlado in minister je seveda del te vlade in to je to. Je še kaj? Bolj se vam vsem zahvaljujem. Lahko že tudi povem, čeprav to je še daleč, ampak spet se srečamo, se reče 12. oktobra. Ob istem času boste spet prejeli vabilo, če se že kdo daleč naprej zapomni bodoče obveze ali želje po obvezah. Hvala lepa vsem. Hvala. Ja. Najlepša hvala.